Pozdravljeni. Moram reči takole, ta projekt drugega tira železniške povezave Maribor-Šentilj smo želeli s kolegoma Matejo Kukovec in Edijem Škrpcem, oziroma ko smo prijavljali ta referat, smo dejansko smo dejansko pričakovali, da bo ta projekt danes bistveno dlje, namreč, da bo idejni projekt že zaključen in da bo tudi že javna razgrnitev državnega prostorskega načrta bistveno dlje, kot se je pa dejansko zgodilo. Zasukalo se je drugače, moram povedati, da ne po naši krivdi, tako da smo dejansko z samim projektiranjem oziroma izdelavo idejnega projekta v resnici začeli šele v tem mesecu. Je pa v predhodni fazi bilo vendarle izdelano dovolj stvari, da lahko nekaj tega tudi danes predstavimo. Namreč izdelana je bila tako prometna študija za železniški kot cestni promet, tehnologija železniškega prometa in pa gradbeno-tehnična preveritev same trase proge kot tudi cestnih rešitev na tej progi. Torej, ta proga je dejansko že zgrajena pred skoraj poldrugim stoletjem kot del južne železnice med Dunajem in Trstom in tudi danes predstavlja kar enega od pomembnejših odsekov v železniški mreži v Sloveniji, kakor tudi širše. Zdaj, sama lokacija oziroma potek je na večjem delu poteka po problematičnem, geološko problematičnem območju Slovenskih goric, dotika se Maribora in poteka skozi dve večji naselji. Ob sami progi pa imamo tudi, lahko rečem, dokaj intenzivno razpršeno poselitev, ki je povezana z kar obsežno mrežo cest in seveda te mreže v veliki meri prečkajo tudi to progo večinoma nivojsko. Nekaj karakteristik proge danes, gre za enotirno progo, ki pa je v preteklosti bila že dvotirna, tudi zgrajena kot dvotirna, vendar je bila po drugi svetovni vojni, torej je bil en tir umaknjen. Na tej progi je danes največja možna hitrost potniških vlakov 80 km/h, problematična pa je seveda tudi dopustna kategorija obremenitev, torej C3. Sicer sta na tej progi dva obstoječa predora, ki pa resnici na ljubo z svojimi elementi, kot sta bila zgrajena, nikako ne bi več zadoščala za današnje potrebe dvotirne proge in bi seveda iz tega razloga jih bilo v vsakem primeru potrebno ali zamenjati ali pa vsaj rekonstruirati. Več kot polovica te proge poteka v krivinah, kar je tudi določen problem. Ena od teh je izredno majhna, torej manj kot 300 metrov. Za progo lahko povemo še to, da je bila pred 40 leti nazadnje obnovljena skupaj z elektrifikacijo in ustreznimi telekomunikacijskimi napravami. Sicer pa je na tej progi kar 13 nivojskih križanj. Posebej problematična so seveda ta nezavarovana križanja, ki so bila tudi v preteklosti že predmet burnih razprav, tudi političnih oziroma klicanja nekaterih politikov na odgovornost. Če pogledamo samo progo po njenih prometnih karakteristikah, je v začetku lanskega leta torej bila dnevna obremenitev 60 vlakovnih kompozicij, kar je že zelo blizu dopustne oziroma prepustne zmogljivosti, ki bo po napovedih dosežena že v naslednjem letu. Ta se sicer da z določeno opremo, tako imenovanim avtomatskim progovnim blokom, povečati do nekje 84 vlakov na dan, kar pa je seveda še vedno daleč pod zmogljivostjo potem dvotirne proge.
Ta, kot tukaj napisano, bi nekako znašala 250 vlakov na dan. Prometna prognoza pa pravi, da bo na koncu planske dobe leta 2040 približno 160 vlakov na tej progi. Sam idejni projekt ima nekako 4 osnovne naloge oziroma osnovne cilje. Torej določiti traso drugega tira in hkrati tudi nadgradnjo obstoječega tira v končno bodočo dvotirno progo, kar pomeni, da tam, kjer je možno, se stari in novi tir združujeta, na nekaterih odsekih, kot bomo videli kasneje, pa seveda gre za popolnoma novo dvotirno progo. Potrebno bo preurediti tako obstoječe postaje kot postajališča in pa seveda opremo, ki je, kot sem prej povedal, 40 let stara in povsem dotrajana, bo potrebno postaviti na novo tako vozno mrežo kot napajanje te vozne mreže, tudi vso signalno varnostno in telekomunikacijsko opremo. Seveda cilj je tudi ukinitev nivojskih prehodov, kar seveda za sabo prinese tudi preureditve cest, ki se danes na te nivojske prehode navezujejo. Takole bi v primerjavi z obstoječimi karakteristikami naj izgledala nova proga oziroma karakteristike nove proge, torej dvotirna proga z 120 km/h in kategorijo D4. Tu moram povedati, da smo bili v teh fazah dosedanjega dela soočeni z prav posebno težnjo, namreč, da poldrugo stoletje potem, ko so v Avstro-Ogrski zgradili to progo za 80 km/h, bi danes nekateri pravzaprav ne želeli ali pa ne potrebovali na tej progi več kot 100 km/h. To se pravi, 20 km smo napredovali v 150 letih. Zdaj bom, ker slika pove daleč več od besed, vam bom pokazal na eni animaciji, kakšne so predvidene rešitve. Moram povedati in bi se navezal na to, kar je kolega Andrej Tibavt prej povedal, da torej ta animacija ni v bistvu samo lepa risba ali pa lepa slika, ampak dejansko so tukaj tudi že vgrajeni ti elementi 3D projektiranja, o katerih je prej govoril Andrej, in da je tudi ta animacija narejena s projektantskim orodjem, z enim od teh, ki so bile na tistem krogu prej narisane, z Infraworksom, sam projekt pa z Civil 3D projektantskim orodjem. Torej, ne gre za to, da bi delali lepe slike, ampak predvsem za to, ali pa lepe filme, ampak predvsem za to, da uporabimo orodja v smislu izboljšave kvalitete samih rešitev. To je oddaleč pogled na prostor, na katerem poteka ta proga, torej od Maribora proti Šentilju. Maribor je tukaj na južni strani in potek tega drugega tira oziroma tega projekta je na severni strani Mariborskega kolodvora. Nekako boste tole najbolje videli, tukaj se začne, to je razlika v barvah. In v začetku, torej novi tir bo potekal ob desni oziroma vzhodni strani obstoječega. V prvem delu se bolj ali manj oba držita obstoječe trase, seveda zato, ker je to zelo utesnjen prostor med hitro cesto in na drugi strani mestno Šentilsko cesto, tako da tukaj nekih velikih izboljšav v samem trasnem poteku ni bilo mogoče doseči in tudi sama hitrost tukaj pravzaprav šele narašča od tistih začetnih 80 do 100 na tem vhodu v tunel, ki ga bomo videli v nadaljevanju. Tako da tukaj nekih novih izboljšav pa ni bilo niti možno, pa tudi prometna analiza oziroma je pokazala, da to ne prinaša nekih časovnih rezerv. No, skupaj potekata ta dva tira oziroma stara in nova proga do vhoda v ta portal, potem se pa ločita, kot bomo malce kasneje malo bolj natančno videli, proga, obstoječi tir krene tukaj ostro levo za tistim radijem 290 metrov, medtem ko, to je tukaj vidite na levi strani,
medtem ko dva dvotirna proga bo šla tukaj bolj naravnost torej v tunelu, delovnim imenom Pekel, dolžine dobrih 1500 metrov. Ta tunel bo med drugim tudi povezan z cestnimi vozili, tako da bo reševanje možno na ta način. Zato bo tudi tir na togi podlagi tukaj uporabljen. No, ko pridemo iz tunela, smo pa praktično že v Pesniški dolini, ki jo bo potrebno premostiti z približno 900 metrov dolgim viaduktom. Premoščajo se seveda tudi ceste, določeni vodotoki in pa seveda ta dost geološko problematična dolina na tem področju. Ko pridemo čez dolino, potem se torej stara in nova trasa zopet združita in nov drugi tir poteka zopet desno od obstoječem tiru in potem prihajamo na območje Pesnice in tukaj pred nami je že pesniška postaja, ki bo doživela obsežnejšo rekonstrukcijo, namreč za 4 postajnimi tiri koristne dolžine 750 metrov, kar bo torej zagotavljalo polno funkcionalnost. Tukaj na koncu postaje potem se zopet stari in novi tir oziroma stara in nova trasa ločita, tu se torej nova proga je stegnjena, ne gre po tej zaviti poti, vse do, to je en krajši odsek, vse do stika oziroma tega nivojskega prehoda z regionalno cesto. Regionalna cesta je predvidena za prestavitev tule v ta položaj in za prečkanje z nadvozom. Sicer pa je tukaj ravno to območje teh pogostih nivojskih prehodov, predvsem nezavarovanih prehodov, ki bodo jasno vsi ukinjeni in namesto tega potem zgrajene določene povezovalne ceste, tako da bo seveda ta funkcionalnost oziroma dostopnost še naprej zagotovljena. En določen problem tukaj nastopa zaradi poplavnih razmer, ki jih vodotok Cerknica povzroča, tako da tudi reševanje poplavne varnosti bo oziroma je že kar obsežna problematika na tem prostoru. Tukaj je na kratko še eno postajališče Cerknica, pa še eno izvennivojsko križanje. Na tem delu se stara in nova trasa torej potekata vzporedno, elementi to dopuščajo. In v nadaljevanju smo pa že praktično na vstopu v Šentilj oziroma proti postaji Šentilj in ker so tudi tukaj obstoječi elementi švoh, je potrebno traso nekoliko skorigirati, kar pomeni, da gre nova dvotirna proga tukaj desno v en cirka 800 metrov dolg predor. Na tem mestu se pa tudi še enkrat zgodi križanje z regionalno cesto. To je ta potek v predoru in potem še vstop na samo območje postaje Šentilj, ki bo ravno tako rekonstruirana in na kateri bodo 4 postajni tiri, vendar zaradi zelo omejenega prostora ne bodo vsi dolžine 750 metrov. Tukaj je tudi danes že proga takoj za Šentiljsko postajo zelo utesnjena in kopana v globok kop, zavarovan z zidovi. Je pa tukaj še ta predor Šentilj, sicer kratek, vendar njegov položaj je izredno zahteven, saj je pod avtocesto, pod avtocestnim priključkom, regionalno cesto in tudi lokalnimi cestami, tako da bo njegova rekonstrukcija pravzaprav eden večjih izzivov pri gradnji te proge. O tem še kakšno besedo kasneje. No, tukaj pa smo zdaj že prišli do meje, ta zelena linija na tej animaciji predstavlja avstrijsko-slovensko mejo, na kateri se pa priključujemo na avstrijsko traso. Tudi Avstrijci načrtujejo izgradnjo drugega tira med mejno točko in potem njihovo mejno postajo Špilja oziroma Špilfeld. To na kratko o teh rešitvah, še samo nekaj besed, kaj so ključni izzivi pri načrtovanju. Ena od največjih težav ali pa zahtev je prav gotovo zagotavljanje stalne prevoznosti, kar je v pogojih enotirnih prog seveda še toliko bolj zahtevno. Tukaj se pravzaprav
izpostavlja dilema, kaj je optimalno zaporedje gradnje. Namreč ali najprej nadgraditi obstoječi tir na kategorijo D4, kar je ena od zahtev oziroma tudi, lahko rečemo, pritiskov Evropske unije, kar je pa seveda povezano z velikimi motnjami v obratovanju proge, tudi z težavami med samim delom, večjimi stroški, ali pa iti najprej v novogradnjo drugega tira in potem z nadgradnjo v bistvu počakati, promet speljati po novem tiru. Vsaka od teh verzij ima seveda svoje prednosti in slabosti. Dejstvo je, da novogradnje ne moremo začeti, dokler nimamo državnega prostorskega načrta, kar je tukaj določena časovna omejitev. Pri nadgradnji pa kot prvi fazi dela pa poleg samih težav v prometu pridemo tudi v situacijo, da seveda bomo nadgradili tudi tiste dele obstoječe proge, ki kasneje več ne bodo del bodoče dvotirne proge in torej bo določen del denarja pravzaprav potrošen slabo, da ne rečem za manj. Ker se vzporedno izdeluje tudi predinvesticijska zasnova, ima v bistvu ta nalogo tudi ugotoviti oziroma pripraviti ustrezne podlage za odločitev o tem, tako da ta zaenkrat še seveda ni sprejeta. Omenil sem že predor Šentilj, tega bo dejansko treba rekonstruirati pod prometom in tako pod železniškim kot torej tudi pod cestnim prometom. Nobenega od teh dveh prometov tukaj ne bo možno zaustaviti ali pa odmisliti. Težava je pa v tem, da to pravzaprav niti ni pravi predor, ampak je to v bistvu pokrit vkop in ima zelo nizko nadkritje, tako da bo dejansko poseg v vsakem primeru segal tudi v prometne površine na površju. Bile so tudi neke variante različnih pristopov tukaj že študirane, v glavnem zdaj zaključek je, da se bo profil razširil torej iz enotirne na dvotirno progo in temu primerno tudi rekonstruiral ta tunel. Tukaj preliminarne analize hrupne obremenitve kažejo, da bo prišlo do zelo obsežnega oziroma velikega povečanja hrupne obremenitev in tudi iz tega razloga do, lahko rečemo, enormnih ukrepov aktivne protihrupne zaščite. To ne bo problem samo po finančni plati, to bo tudi, lahko rečemo, prostorski in tudi krajinsko-arhitektonski problem, tako da nas tukaj torej še čaka nekaj precej težkih odločitev okrog tega. In na kraju, kot pri vseh posegih v prostor, torej družbena sprejemljivost teh sprememb. Res je, da tu proga v glavnem že obstaja, torej da ne gre za nov objekt v prostoru, razen na nekaterih pododsekih. Dejstvo pa je tudi, da bomo z ukinitvijo nivojskih prehodov tukaj te vsakodnevne prometne povezave ljudi močno spremenili in izkušnje vemo, da to pravzaprav ljudi ponavadi najbolj skrbi, boli in zato tudi ponavadi naletimo na največ odpora. Toliko, hvala. Upam, da sem bil dovolj kratek. Hvala za izčrpno predstavitev. Dušan, samo to bi vprašal, tam si pokazal družbena sprejemljivost, ekonomska bo? Ali bo zgodba drugega tira? Odgovor na to je v tem trenutku še prezgodaj dati, zato ker, kot sem povedal, se predinvesticijska zasnova šele izdeluje in ta bo pravzaprav pokazala, kateri od scenarijev te izvedbe je pravzaprav tisti pravi oziroma kateri je pravzaprav sploh, kot si rekel, ekonomsko upravičen. Hvala.